Podcast, v katerem Peter Frankl, časnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v 15. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Moj današnji gost pa je profesor dr. Mojmir Mrak, profesor mednarodne ekonomije. Predava v Ljubljani in na tujem, recimo na Dunaju. Med slovenskimi ekonomisti jih danes ni veliko, ki bi bili kritični in povzdignili profesorski glas. Mojmir Mrak je eden redkih. Pokončen, trezen, razsoden, strokoven ter umirjen. Tihega se ga lahko daleč sliši, politika pa ga rada presliši. Morda se tudi zato nikoli ni odzval vabilu, da bi prevzel kakega od ministrskih mest. Doktor Mrak, dobrodošli. Dober dan. Kako ste? No dobro, malo sicer jasno na trnih zdajle, ampak dobro. Torej, midva s profesorem Mrakom se pogovarjava v torek 3. marca. To je pomembno, kajti morate vedeti, poslušalke in poslušalci, da so stvari zelo napete. Vemo, o čem bova govorila bova o mednarodni politiki, vojni na Bližnjem vzhodu in seveda bova tudi šla v vode slovenske politike. Doktor Mrak, kako ocenjujete zdajšnje razmere po napadu Amerike na Iran in potem o eskalaciji vseh konfliktov? Ja, gre za, jaz bi rekel, kar eno novo fazo v eskalaciji te ameriške politike gledano globalno. Je pa res, da je ta stvar po mojem precej drugačna od venezuelske zgodbe, potencialno bistveno bolj konfliktna, bistveno hitreje lahko pripelje do vključitve drugih igralcev, ker to, kar se dogaja z temi napadi prvič na Iran in njihovimi odgovori zdaj v zalivske države, ima dejansko, nekdo je rekel, potencial za kaj širšega. Tukaj vidimo, zdaj že počasi začenjajo malo videti določeni gospodarski efekti tega, ne toliko na področju nafte, ampak na področju plina. In ne pozabiti, da je pač ta zalivski del zelo pomemben dobavitelj energentov Kitajski, Indiji, in če vzamemo obzir, da je tudi Venezuela v bistvu prekinila dobave nafte Kitajski zaradi teh stvari, ki so se dogajale, vidimo, da je to še en korak v, da rečem tako, stopnjevanju napetosti med ta glavnima igralcema, Kitajsko na eni strani in Ameriko na drugi strani. In to prav to manjša proizvodnja energije, govorijo predvsem o nafti in plinu, ima posledice tudi na Evropo in s tem tudi na slovensko gospodarstvo, ki je v mnogočem izvozno orientirano in potrebuje energijo, ki je pri nas še zdaj razmeroma draga. Ja, nesporno, to zaenkrat še ne vemo čisto dobro, kako hitro bo do teh efektov prišlo, ampak pri plinu se je to že videlo, se že vidi, to je nekaj cena, kot sem razumel, išla celo 50% gor. Če se spomnite takrat, ko se je zgodilo tole za Rusijo v Ukrajini, smo vsi nekako računali na ta utekočinjen plin, ravno iz tega področja. In ravno katarski, ta terminal, ki je eden od glavnih dobaviteljev plina tudi Evropi, je trenutno ustavljen zaradi pač tega, kar se dogaja. Tako da stvari so precej komplicirane, tudi to s to hormuško ožino je po mojem bolj komplicirano, kot se na prvi pogled vidi. In to ni samo nafta, plin, tle noter so še tudi cele vrste drugih surovin, zlasti pomembnih za proizvodno gnojil in tako naprej. Ampak to je stvar, ki bo imela nek zamik in odvisno, koliko časa utrajala. Torej, dobavne verige, od katerih je zelo odvisno slovensko gospodarstvo, so načete. Ja, to je sigurno en dodaten pritisk na problematiko dobavnih verig. Te so zdaj že pod pritiskom, bi rekel, predvsem od ukrajinske vojne naprej. In jaz bi rekel, gospodarstva v svetu se precej prilagajajo tem
bi rekel, povečanim pritisku na gospodarske, na te dobavne verige, bodiši z stvarmi, kot so krajšanje teh verig, ne, Amerika skuša čim več proizvodne vrniti v države, tako da razna terminologija ala near sharing, potem friend sharing, to so v bistvu zdaj termini, ki jih pred 10 leti ni bilo, danes so pa običajni, ne. Torej ta nearshoring pa friendshoring sta morda danes še toliko bolj aktualna, kot sta bila po koroni. Absolutno. Jaz mislim, da so te geopolitične napetosti, ne, so sigurno ključni element, ki danes te stvari determinira. Če te vi pogleda recimo 10 let nazaj ali pa 15 let nazaj, so firme šle na drug konc sveta, ne, izključno na osnovi ekonomskih kalkulacij. Ne. Bilo je nekaj malce ceneje, si šel kje, ker tega problema, ali boš ti lahko to stvar dobavil, ali bo ta veriga funkcionirala ali ne, ni bilo. Ne. Danes so ti razmisleki popolnoma drugačni. Ne. Jaz mislim, da imamo malo eno situacijo, zdajle, pa ne govorim zdaj samo v kontekstu tega iranske zgodbe, ampak v zadnjem času, ne, da je ta situacija primerljiva malo z situacijo v 70 letih, ampak ne govorim klele o povišanju cen nafte, ne. Govorim o tem, da je v začetku 70 let v bistvu prišlo do razpada Bretton Woodsa. Ne. Takrat je prišlo v bistvu do tega, da smo začeli živeti v sistemu fleksibilnih deviznih tečajev med te velikimi valutami. V začetku 70 let ste bili vi stari recimo 16 let, jaz sem bil 6 let, torej ali lahko malo našim gledalkam in gledalcem pojasniva, kaj se pravzaprav tedaj zgodilo. Zgodovinski pomen, spomin seže daleč, vendar ne nujno tako daleč. Ne tako daleč, ne. Jaz sem začel delati konec 70 let, ne, in se spomnim zelo dobro teh naftnih stvari, takrat Gaddafi v začetku 70 oziroma 73 leta in potem 79 leta, ampak to, kar sem hotel reči, ne, v začetku 70 let je prišlo do preloma v mednarodni, če hočete, denarni ureditvi. Ne. To, kar je bilo vzpostavljeno po drugi svetovni vojni, je bil v bistvu sistem fiksnih deviznih tečajev. Tečaji med valutami praktično vseh držav so bili fiksirani. Firme se niso ukvarjale, kako se zaščititi pred tečajnimi tveganji, ker teh tveganj dejansko ni bilo. Ne? Tako da govora o tečajnih tveganjih je od 70 let naprej. Ne? In podobno, kot zdaj nismo imeli 30 let govora o geopolitičnih tveganjih, ne, je v bistvu to danes nova realnost in zato jaz pravim, da primerjam malo 70 leta in današnjo situacijo, da nekako ocenjevanje, menadžiranje geopolitičnih tveganj postaja neka nova realnost, ki bo z nami kar neko obdobje, podobno kot smo začeli se ukvarjati z tečajnimi tveganji v 70 letih in jih imamo danes še vedno na mizi. Ne. Koliko časa po vašem mnenju lahko ta napad oziroma te eskalacije trajajo? Predsednik Trump govori o 4 do 6 tednih, noben natančno ne ve. Pogovarjajo se o tem, da Trump ne bo dolgo zdržal, kajti to gotovo ima implikacije tudi na borzo in na druge reči, česar Trump seveda noče. No, jaz nisem ravno vojaški analitik in se ne bi upal tega napovedovati, ampak mislim, da se bo ta stvar vendarle, jaz upam, da bo ostala v tem okviru zaliva, ne, in da tudi ta eskalacija ne bo prav dolgo na zelo visokem nivoju. Ne. To pa ne pomeni, da ne bomo imeli v bistvu samo 4 tedne nekih omejenih vojaških operacij, ampak lahko ta stvar po mojem traja precej del. Čim pa imamo to situacijo, pa to jasno pomeni, saj za zalivske države bistveno spremembo gospodarske situacije, pa ne govorim samo o nafti pa plinu, ne. Govorim tudi o transportnih povezavah. Končno so tele letališča v tem delu sveta so postala v bistvu pristanišča so ostala eno od ključnih, če hočete, transportnih koridorjev, ne, in to bo imelo velike posledice. Če se nazaj preseliva v 70 leta, ta nova ureditev, ki je sledila krizam 70 let, je povzročila tudi marsikaj v svetu. Ne nazadnje se lahko povleče vzporednice med to krizo in recimo padcem železne zavese. Skratka, svet se je tedaj dosti spremenil, tudi vsled teh dogodkov, recimo tudi razpad Jugoslavije in potem kriza je imela implikacije na razpad. Kako vi vidite možne posledice za neko Evropsko unijo in s tem Slovenijo?
No, jaz mislim, to, kar se dogaja v svetu, pa zopet ne samo vezano na tole zadnje dneve tega iranskega oziroma spopada povezanega z Iranom. Ne. Svet gre v neko novo gospodarsko ureditev. Gre iz neke ureditve, ki je temeljila na relativno jasnih pravilih igre, v katerih so tudi mednarodne inštitucije imele pomembno vlogo. Ne, zdaj, jaz nisem tako naiven, da bi mislil, da so bila ta pravila narejena popolnoma uravnoteženo za vse enako, ne, ampak so imele kle jasno ključno vlogo pri vzpostavljanju teh pravil ta velike države, zlasti Amerika. Ne. Ampak ko so bila pravila igre enkrat vzpostavljena, so veljala bolj ali manj za vse in to je bilo dobro tudi, če hočete, za Evropsko unijo. Ne. Evropska unija je kot institucionalna tvorba danes 27 držav, ne, in jasno, za tako tvorbo je logično, da morajo veljati neka pravila, če hoče interno funkcionirati. In če je tudi svet funkcioniral po nekih pravilih igre, je to pomenilo, da je bila Evropa na nek način institucionalno kompatibilna s tem, kar je bilo v svetu. Ne. Ta svet se danes, jaz bi rekel, dramatično spreminja. Spreminja se iz neke ureditve, kjer so veljala neka relativno jasna pravila, v svet, ki temelji na odnosih moči med ta velikimi. Zakaj je do tega prišlo? Ne, jaz bi rekel, da gre po mojem za 3 glavne mega trende. Ena stvar je nedvomno tehnološke spremembe. Druga stvar je, da je ta proces globalizacije, ki je bil zelo intenziven v 90-ih letih prejšnjega stoletja in tudi do izbruha te finančne krize leta 2008, ne, ta trend globalizacije se je, jaz bi rekel, spremenil. Jaz ne bi se upal trditi, da ne upada, da gremo v neko deglobalizacijo, ampak definitivno je drugačen, kot je bil. In tretja stvar je, kot sem že rekel, ne, svet postaja multipolaren. Ne. Desetletja po drugi svetovni vojni smo imeli mi eno dominantno silo, ne, gospodarsko, politično, če hočete vojaško. Danes temu ni več tako. In zdaj jasno, med temi velikimi igralci prihaja do nekih frikcij in temu smo danes priča. Evropska unija pa za ta novi svet čist eno, da ni institucionalno pripravljena, ne, in druga stvar je, strukturno ima večje probleme kot Amerika pa Kitajska. Razlog, Evropa se je v zadnjih desetletjih relativno bistveno bolj odprla kot te dve državi. Če gledamo recimo delež izvoza, uvoza v našem BDP-ju ali pa investicij v našem BDP-ju, so vse te številke precej višje kot pri Kitajski in Ameriki. To pa jasno pomeni, če se zdaj svet začenja zapirati ali pa se zapira, je logično, da je relativno bolj prizadet tisti, ki je bil v tem trenutku bolj odprt. To smo pa mi. Ne? Po eni strani to vse drži, po drugi strani pa se lahko vprašamo tudi sledeče. Če Evropa se spreminja politično, interno, tudi zaradi eksternih faktorjev, lahko domnevava, lahko rečeva, da je možnost, da te svetovne eskalacije še bolj spodbodajo spremembe na politični sceni v Evropi. Nedvomno. Jaz mislim, da za Evropo je pa stvar, po mojem mnenju, preživetja, da vkolikor bo želela sodelovati v tej svetovni igri velikih igralcev, ne, se bo morala relativno hitro, ampak le govorim relativno hitro, govorimo o roku parih let, na nekaterih področjih bistveno spremeniti. Ne. Se pravi, vkolikor se Evropa ne bo spremenila, potem pač ne bo ta igralec. Ampak se pa krepijo sile, ki ne jamčijo ravno tega, da bi se Evropa tesneje povezala. Se strinjam. Iz objektivnih razlogov tudi. Ne, vse to, kar jaz pravim, da je moje stališče je tako, da Evropa ima zdajle 3 do 5 let časa, da se spremeni na način, da bo lahko sedela za to globalno mizo. Ali je v Evropi ta politična moč, da se to naredi? Pa jaz nisem prepričan, ne? Ker bi to pomenilo velike interne spremembe. Da vas tako vprašam, ali menite, da je Evropa pod zdajšnjo garnituro, ki vodi gospa von der Leyen, sposobna povezovanja, ali pa se krepijo nove sile, ki so že, ne bom rekel ravno na vrhuncu, ampak hitro rastejo, sposobno to Evropo povezati, oziroma ali sploh obstaja interes za kaj takega? Jaz mislim, da mi mogoče malo preveliko težo dajemo Evropski komisiji, ne, von der Leyenovi,
v celi tej stvari, ker končno odločitve sprejemajo države članice. Res je, tudi osebno imam malo problema za to gospo, v njenim drugem mandatu. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu njena ključna stvar prvega mandata je bil ta zeleni prehod in zdaj more ona, se pravi ista oseba, dejansko te prioritete redefinirati. Tle je že majčken, bi rekel, problem verodostojnosti. Ampak večji problem, kot jaz vidim, je, da imamo mi v ključnih državah Evropske unije politično situacijo, politične voditelje, za katere je vprašljivo, ali so sposobni v tej situaciji potegniti evropski voz naprej. In če je to vprašanje, ali se ne zastavlja avtomatično vprašanje, ali so ti dogodki spodbuda za rast politikov v smislu Le Penove, Bardella, potem AfD v Nemčiji, FPÖ v Avstriji. Ja. To so relevantno vprašanje. Absolutno, se strinjam. Tudi zdajšnja politika je povzročila rast teh sil političnih. Ja, vkolikor mi v državah članicah bomo imeli nadaljevanje teh trendov, potem je zelo realno pričakovati, da to vrstni voditelji tudi na nivoju Evropske unije ne bodo bili v stanju sprejeti nekih sprememb, ki bi peljale v Evropo kot resnega partnerja. Ne smemo pozabiti, da Evropa je sestavljena iz majhnih držav. Jaz dostikrat takole povem en rek, ki ga je rekel eden od bivših belgijskih premierjev, sicer že desetletja nazaj, da je Evropa sestavljena iz majhnih držav in tistih, ki še ne vejo, da so majhne. Vemo, o katerih govorimo. Ampak glejte, Evropska unija, brez neke resne Nemčije, brez neke resne Francije, bo zelo težko naredila te korake naprej. Bo pa tudi pri nas se bomo mogli vprašati za določene stvari, ki bile potrebne za spremembo. Da vam dam en primer. Glejte, Evropska unija danes nima skupne zunanje politike. Pika, nima je. Do vsakega vprašanja, kjer je potrebno pač soglasje, in če je to na mizi Ukrajina, nimamo soglasja. Če je na mizi Bližnji vzhod, nimamo soglasja. Praktično o nobeni stvari nimamo soglasja, ampak to pomeni, da naši svetovni partnerji nas nimajo več kaj spraševati o posameznih stvarih, ker praktično do nobene stvari nimamo stališča. In če greva korak naprej, ali te politične sile, ki se krepijo, prej ali slej bodo prihajale še bližje oblasti, če ne bodo ponekod prevzele. Ali lahko ocenjujete, da bi te politične sile povezale Evropo prej kot da, po mojem mnenju? No, jaz, če mogu se danes odločiti za to, kako te sile gledajo, potem jaz ne vidim, da bi te sile delovale v smeri, da rečem tako, zelo bom poenostavil, nekih združenih držav Evrope. Jaz mislim, da so neke združene države Evrope, se pravi, to pa pomeni tesnejše združevanje, nujne, vkolikor hoče Evropska unija preživeti v tem spremenjenem svetu kot Evropska unija in kot nek resen faktor v svetovnem, če hočete, gospodarskem in političnem sistemu. To ne pomeni, da Evropske unije mogoče ne bo tudi v nekem drugem scenariju, ampak to potem neka druga Evropska unija. Trg bo skupni do neke mere. To jaz mislim, da je pa ena stvar, ker imam jaz precej problemov, da vkolikor bo prišlo do nekih politično-dezintegracijskih procesov v Evropi, se pravi, v tem smeri, jaz ne verjamem v to, da lahko ostane na ekonomskem področju stvar, kot je. Tako da jaz nisem med tistimi, ki bi rekel, da politika lahko eno smer, skupen trg bo pa ustal. Jaz bi si zelo želel, da je temu tako, ampak jaz tega ne vidim, da je to realno. Če je prišlo do političnih procesov dezintegracije, to po mojem samo vprašanje časa, kdaj bomo začutili tudi probleme v delovanju skupnega trga. Spomnite se, ni treba iti prav hudo daleč nazaj, spomnite se COVID krize, kako je prišlo do cirkusa, pač zaradi COVID krize, so se začela relativno hitro zapirati skupni trg, takrat sicer res samo za tiste stvari, ki so bile vezane na zdravstvene stvari. Ampak zakaj ne bi bilo tega kaj drugače pri nekaterih drugih stvarih? Tako da za Slovenijo se mi zdi, da je to, da bi Evropska unija v tej spremenjenem svetu ne samo preživela, ampak da bi šla v neko novo fazo integracije, predpogoj za to, da bomo mi imeli neke osnovne pogoje za dobro življenje tudi v prihodnje. Torej je vprašanje preživetja Evrope.
takšne, kot jo Absolutno. poznamo, in to preživetje je pod še večjim vprašanjem zaradi današnjih eskalacij. Ja, absolutno je to, kar se dogaja, postavlja Evropo še pod večji problem, zato da relativno hitro sprejme odločitve, ki bi bile potrebne. Pa kle, jaz ne govorim samo o ekonomskih odločitvah, ne govorim o odločitvah, ki so tudi na področju, kot sem že rekel, zunanje politike, kot so na področju varnosti in tako naprej. Ne. Tako da, ne, jaz sem sicer ekonomist, ampak mislim, da so trenutno mogoče celo te izzivi, problemi na teh neekonomskih področjih, ne, celo kratkoročno bolj pomembni kot problem, ne, da Evropa zaostaja v konkurenčnosti. Ne. In zdaj prideva k Sloveniji. Slovenija je v mnogočem odvisna od Evrope, ne sicer samo od Evrope, ampak v mnogočem je zelo odprta gospodarsko gledano država, velik delež izvoza v BDP-ju, in če to se okrni, je lahko to hud udarec za Slovenijo. Vi večkrat govorite o hoji po robu v Sloveniji. Hoja po robu recimo v fiskalnem smislu. Prej ali slej se postavlja vprašanje, ali bi morala biti Slovenija v teh okvirih, ki so danes, v še boljši kondiciji. No, lejte, v tej hoji po robu, ne, je bilo pa res že toliko tudi javno povedanega, ampak ja, mislim, da je ta ocena, ki sem jo jaz dal v trenutku, ko je Slovenija dala vlada, ne, letošnji parlament v proračunsko diskusijo, se pravi, to je bilo, mislim, na konc novembra lansko leto, jaz mislim, da še vedno drži. Zmeri imamo to diskusijo, ne, na eni strani imaš podatke, ki kažejo, kako je naša situacija dobra, ne, recimo zdaj v zadnjem tednu smo videli celo vrsto pol intervjujev z ministrom glede te nove ocene Moody'sa, ne, ampak dajmo si pogledati, dajmo si pogledati, ne, Moody'sova ocena je rešila v zadnjem času gor, ne, ampak ta ocena je še vedno precej nižja, kot je bila pred našo finančno krizo. Ne, kot je graf, ki ga je bil, mislim, da je bil objavljen v Delu, to pokazal. Ne, naslednja stvar, Moody's je bil zadnji od 3 rating agencij, ki je zdaj oceno zvišal. Ne, tako da Moody's je ena od 3 agencij, ki običajno sledi drugim, vsaj kar se tiče Slovenije. Ne, to je dobro, da imamo takšno oceno. Ne. Sam jaz mislim, da za nas, ne, in tudi ne, ta podatek, da se javni dolg kot delež bruto domačega proizvoda zmanjšuje, to je točno. Ne. Sam noben pa ne pove druge stvari, ne, da smo mi imeli v bistvu finančno krizo našo leta 2013, ko je bil javni dolg pod 50%, ne, se pravi, in bistveno pod maastrichtskim kriterijem, pa to ni imel nobene veze, ali bojo finančni trgi na to reagirali ali ne. Zelo enostavno bi rad povedal, ne. Če si ti majhen, moraš biti, nažalost, relativno fiskalno bolj previden, kot če si velik. Ne. In jaz bi si želel, da bi bila Slovenija v tej situaciji, kot jo imamo, fiskalno bolj previdna. Zakaj? Ker mislim, da nismo previdni, ker če imaš ti polno zaposlenost in rast, ki ni krizna, in istočasno... Torej 1% rast je na meji krizne rasti. Ne, ni krizna, ker gledajte, tudi naša rast, če bomo zdaj, karkoli se bo zgodilo, ne bo bistveno večja kot 2%. Ne. To ni krizna. Kar je 100% več. Prosim? Ja, no, veste kako je, to je pol tudi podobno, kot če boste rekli, da je slovenska borza danes glavni zmagovalec tega, kar se dogaja na borzah, ne, po odstotkih. Jasno, če ti začneš iz 1 in začneš na 2, to 100%. Ne. Vse skupaj pa predstavlja v finančnem sektorju zaenkrat še vedno marginalni del. Tako da to so številke, ki se da fino interpretirati, ne, ampak Slovenija neke prav hudo visoke gospodarske rasti saj v naslednjih parih letih ne bo imela. Ne. Torej, manjka nam, če se izrazimo nekoliko športno, premalo smo gibčni in premalo mišic imamo. To je točno. Lejte, mi imamo situacijo, kjer lepo živimo, ne. Relativno solidno živimo. Ne. Ampak če pogledamo malo tole v primerjavi z tem, kaj se nam dinamično dogaja, mi tečemo prepočas v primerjavi s tistimi, s katerimi smo se običajno primerjali. Skratka, projekcije slovenskega razvoja oziroma gospodarske prihodnosti in tudi fiskalne, vi ste eni od redkih, ki to poveste, so mogoče preveč optimistične, včasih se temu pridruži, oziroma mnogokrat ste usklajeni na nek način dejansko s fiskalnim svetom, drugega glasu
preprosto ni, mogoče tu pa tam opozicija, ki o teh zadevah spregovori. To tudi mene v bistvu čudi, da je o teh stvareh relativno malo govora. Malo so abstraktne, verjetno. Ne vem, če so toliko abstraktne, ampak res je, da je to stališče, ki ga imam jaz, dosti zelo podobno z fiskalnim svetom. Mi nimamo nobenih kakšnih rednih, bi rekel, sestankov, kontaktov. Dobro, ste oba doktorja ekonomije, doktor Kačun to je res, pa doktor Mrak. Se pa naše ocene res precej bi rekel, doskrat so zelo podobne. Zakaj se nihče drug ne oglaša? Mogoče dejansko je neka splošna ocena, da je situacija boljša, kot jaz mislim, da je. Jaz si želim, da je temu res tako, ampak se bojim, da ni. Ja, za vas reče, da malo, če povem po domače, da preprosto težite. Lejte, to jaz mislim, da če sem pa čisto odkrit, je pa vloga ljudi, ki smo v tej poziciji, da na tistem področju, za katerega pač približno misliš, da nekaj veš, da stvari tudi javno poveš. Ampak zakaj je tako malo ekonomistov, ki to povedo? Zakaj je vsak v svojem mehurčku, v svojem življenju? Da ne gleda kaj dosti na skupnost. Kam je šla kritika? Kam je šlo neka družbena odgovornost? Glejte, to bi jaz težko komentiral, lahko pa povem to, da vidim, da ljudje stvari gledajo, pa to ne govorim zdaj samo za ekonomiste, velika večina stvari gledajo zelo ozko, individualno, niso se dostikrat tudi pripravljeni izpostavljati. Še ena stvar je, ti imaš danes ogromno različnih medijev, kjer so potem informacije, se zelo zgubijo. Jaz sem recimo zelo zanimivo je, ti imaš neki intervju, na ta intervju si včasih dobil en kup enih komentarjev, ogromno, eni so bili za, eni so bili proti, danes ni bene reakcije na nič. Zanimivo, in to mi tudi kolegi pravijo, tako da ni to. Vsak je v svojem profilu. Tako, v svojem balončku optimizira svojo individualno. To je, mislim, da je ena bistvena sprememba, recimo zlasti tisto obdobje, po mojem, tega prvega desetletja države, 90. leta. Takrat se mi zdi, da je bilo tega, če hočete nekega naboja, da treba nekaj spremeniti, lahko nekaj spremenimo, večja pripravljenost, kaj dela za kakšne take stvari, tega se mi zdi danes precej manj. Zakaj bi jaz to delal? Zakaj bi jaz se s tem ukvarjal? Kaj imam od tega? What's in it for me? Ja. Lejte, vi imate recimo, da vam dam še en primer, ki je sicer popolnoma drugačen, ampak recimo na področju raziskav. Danes je ključno merilo, pa praktično edino merilo, objava. Kar je po svoje v redu in ljudje pač optimizirajo stvari na ta način, da objavljajo, v revijah, ki so pač take, da ti da to mednarodno primerljivost. Kaj ima pa to vpliva na, recimo, razvoj, situacijo v Sloveniji? To jih ne zanima. Zanima nas. Ampak to bi hotel reči. To ni problem zdaj teh ljudi, ki to počnejo. Ljudje so se pač prilagodili sistemu. Sistem, recimo, jaz mislim, na področju raziskav bi moral bistveno bolj stimulirati tudi stvari, kako stvari med seboj povezovati, interdisciplinarne stvari, vezano tudi na prehod z sodelovanje z gospodarstvom. To je v bistvu kako bi človek rekel, od tega tisti, ki to počne, nima nekega priznanja, če hočete. Kontekst se je zmanjšal na logiko vse zaljubi kruhek. Ja, dobro, to je zdaj težko reči, ampak vendarle ljudje optimizirajo svoje delo, kar je logično, se pravi, da imamo pol problem z sistemom. Kakšno dediščino zdajšnja vlada zapušča naslednji vladi? Glejte, ta vlada je v bistvu prevzela vladanje po neki drugi vladi, in vemo približno, kako je tisto takrat izgledalo. Jaz bi rekel, da celo vrsto stvari je, ki jih je ta vlada naredila, po mojem, dobro, solidno. In cela vrsta stvari je, kjer so neke pomanjkljivosti, problemi. Jasno, kle govorim ne samo ekonomsko, govorim majčkeno širše. Jaz sem bil, če se tudi javno, bil precej kritičen do prejšnje vlade, zaradi njene zunanje politike.
tako v odnosu do Evropske unije, tele stvari z našimi sosedi, severnimi, Madžari in tako naprej. Ne. Tudi na Madžarskem bodo zdaj volitve. No, ampak hočem to reči. Jaz sem bil do tiste vlade precej kritičen v tem področju. Kle se mi zdi, na tem področju je ta vlada, kar se mene tiče, naredila bistvene spremembe v pozitivni smeri. Ne. Na gospodarskem področju? Na gospodarskem področju sem pa jaz, kot poznate, stvari malo bolj kritičen. Ne. Na gospodarskem področju pa jaz mislim, da je vlada zaradi vrste stvari, eno je, kako je bila koalicija postavljena, kako je tudi v bistvu bila vloga teh nevladnih organizacij, če hočete, pri volitvah. Ta vlada je bila zelo socialno usmerjena. Se pravi, ne me zdaj narobe razumeti, da ne bi smela biti socialno neusmerjena, ampak je bil ta odnos med socialo in ekonomijo, zelo je prevladal ta segment, delitveni segment, bistveno manj pa se je vlada ukvarjala s tem, kako ta kolač, jaz o tem večkrat govorim, kolač, se pravi rast, povečati. Vlada ni vzpostavila nekega resnega vsebinskega dialoga z gospodarstvom in to se je dogajalo praktično 3 leta pa pol. Zdaj se je plošča malo v zadnjem pol leta spremenila, ali pa se skuša spremeniti. Jaz pravim, da vlada zdaj skuša to krivo drino zravnati z raznimi enkratnimi stvarmi. Mislim, da tudi potem, ko jaz spremljam tele predvolilne srečanja, pa tudi končno to, kar smo imeli zadnjič sestanek na zbornici, jaz imam občutek, da je neko splošno zavedanje tudi predstavnikov te koalicije, da bo treba po volitvah tudi v primeru ponovne ponovitve približno te sestave določene stvari, da nam rekel, spremeniti, korigirati. Se pravi, jaz mislim, da bo po volitvah gospodarska tema, gospodarske stvari imele precej večjo težo in absolutno bi to bilo po mojem nujno potrebno. Se pravi, odnos med socialo in gospodarstvom, če hočete, bo treba pač korigirati, ker je bil ta v tem mandatu izrazito nagnjen v eno smer. Tudi za moj okus preveč. Nek sistem zavor in ravnotežij se je povsem skrhal. Ja, se je pač, stvar se je prevesla, kot rečeno, v neko smer. V dobrikanje. Ja, zdaj tudi vidite, če gledate po strukturi, vse te reforme in tako naprej so imele precej socialni naglas, obdavčitve dodatne gospodarstva, doskrat stvari narejene kar brez konzultacij z gospodarstvom. To niso stvari, ki jih je dobro početi v državi, ki živi od izvoza. Ampak kar je zanimivo, je to, vi govorite o neki splošni naravnanosti, kar je seveda povsem res. Po drugi strani pa so nekateri ukrepi bili izrazito sprejeti, neka dobrikanje na horuk, kar priča o neki eratičnosti, pomanjkanju vizije. Govoriva recimo o kar na lepem božičnica, ki noben ni vkalkuliral v neke projekcije, za nazaj tako rekoč, potem radikalni skok minimalne plače. To je vse v redu, vendar se je SPI gor pa dol. SPI gor pa dol, ne nazadnje tudi beleženje delovnega časa. Vse to so stvari, ki iritirajo, povečujejo neprevidljivost. Potem pa se vprašamo, zakaj slovenska podjetja tako malo investirajo. Ja. Kako ne investiram, če pa za jutri ne vem, kaj bo? Absolutno se strinjam in to tudi, to je bila tudi ena, bi rekel, kar kontinuirana moja kritika te vlade, da preprosto te predvidljivosti ni. Šlo je za sprejemanje nekih ukrepov, kot je bilo rečeno, ad hoc. Ampak bi zelo jasno, trenutni inspiraciji. Po inspiraciji, po neki politični prioriteti, bi zelo rad tudi to povedal. Jaz sem član tega makroekonomskega sveta, te vlade. In na tem makroekonomskem svetu je bilo predlagano vrsto stvari, ampak je bilo od te vrste stvari sprejeto zelo, zelo malo tistih stvari, nekatere so bile pa eksplicitno predlagane drugače, lahko tukaj kakšne stvari konkretno povem, ampak tudi čeprav ni bilo nekih, bi rekel, protiargumentov, je šla stvar dalje, tako bi rekel, malo po sistemu psi lajajo, karavana gre dalje. Ti sveti, svetovalna telesa
Vlade se vedno rade obdajo z znanstveniki in akademiki in potem imajo alibi, da so to naredili, poslušajo pa seveda ne. In to je značilnost mnogih vlad. To se strinjam, to ni bil prvi primer, ne, tudi končno. Vi ste bili tudi prej absolutno. Je pa se mi zdi, da tokrat bilo to poslušanje ali pa sprejemanje teh argumentov, tega, kar je bilo mogoče manjše, kot je bilo v kakšnih prejšnjih vladah. A je Drnovšek bolj poslušal? A je Cerar bolj poslušal? Ne nazadnje, je tudi Janša bolj poslušal? No, lejte, jaz zdaj, kar se Cerarja tiče, ne moram reči, ker nisem bil v nobeni vlogi tam zraven. Kar se tiče Drnovška, Drnovšek je imel v bistvu, on je imel sicer formalno nek svet, ne, ampak je imel tudi, bi rekel, svoje 2-3 ekonomiste, s katerimi je pol stvari prediskutiral. Jaz nisem bil med njimi. Ampak je pa imel Ne, ampak hočem reči, medtem ko te situacije nimaš, ne. Za Janšo bi pa tako rekel, takrat, saj govorim za ta zadnji mandat, ne, takrat, ko je izbruhnila ta COVID kriza, ne, takrat nas je bilo par, bi rekel, povabljenih, da pomagamo. Jaz moram reči, da jasno, kar se mene osebno tiče, jaz sem tisto videl kot dejansko neko vojno situacijo. Ne? Govorimo o marcu 2020, ko je prišlo do lockdowna. Takrat človek, ki je povabljen, da nekaj pomaga, ti ne moreš reči, da ne boš. Logično, pa je bolj poslušal. On je tisti prvi ukrepi, govorim prve pol leta, ne? Mislim, da je te, ki so takrat bili zraven pri oblikovanju teh ukrepov, mislim, so bili ti ukrepi kar zelo eksplicitno poslušani in udejanjeni. Ne govorim potem v nadaljevanju, ne, ko je pač te nujnosti ni bilo več, ne, potem so se začeli te razni, če se spomnite, s tistimi potikanci in tako naprej, ne, ki niso imeli veze več z COVID krizo, ampak so imeli drugo. Ne. Takrat je pa tudi ta vloga tistega svetovalnega sveta v bistvu se prekinila. Ko govorite o obveznostih oziroma načrtih prihodnje vlade, kakršnakoli že bo, vi večkrat poveste, da bo morala vlada gledati tudi odhodkovno stran proračuna. To mi je povsem razumljivo, vendar nihče ne pove natančno oziroma malo bolj osredotočeno, kje se lahko odhodki zmanjšajo. Skratka, ne glede na vse in na dobre želje, je to v mnogočem iluzorno odhodke manjšati. No, lejte, tukaj je zdaj v bistvu dve stvari, tukaj po mojem treba gledati. Eno je kratek rok, eno je majčkeno bolj srednji rok. Ne. Vkolikor bo Slovenija bila sposobna narediti nek razvojni preobrat. Ne. In to recimo od neke tovarniške ekonomije v ekonomijo z večjo dodano vrednostjo. To jaz mislim, da je ena stvar, ki jo pa danes že nekako tudi politika bolj sprejema, kot jo je recimo še pred parimi leti. Ne. Mi dva z kolegom Avblom sva lansko leto, zdaj bo eno leto, aprila, ne, predlagala, da bi Slovenija morala narediti nek nov strateški dokument. Ne. V tej smeri, kar ste vi vprašali. O tem je bilo razpravljeno tudi na makroekonomskem svetu. Ne. Moja ideja takrat je bila, da bi se naredil ta strateški dokument nekje do konca lanskega leta. In da bi bil, samo da končam, in da bi bil predmet diskusije zdajle. Ne. Žal do tega ni prišlo, zdajle pa slišim, prejšnji teden sem pa slišal, ne, ministra za finance, ki je rekel, ne, da rabimo novo strategijo do leta 40 in tele v bistvu dodana vrednost 100,000. Sam to hočem reči. Ne. To zavedanje, da je treba imeti neko dolgoročnejšo strategijo, je danes bistveno večje, kot je bilo par let nazaj. Ne. Tudi v trenutku, ko smo se izpogajali, če se spomnite, ob COVID krizi za to, kar imamo danes v tem famoznem NOO-ju, govorimo o marcu 2020, ne marcu, o avgustu 2020, takrat sva s kolegom Vosnerjem predlagala, da bi ta denar iz NOO-jev moral biti več ali manj, to je ta načrt za okrevanje in odpornost, to je bil, če hočete, izreden denar dogovorjen na EU nivoju za soočanje z posledicami COVID krize. Ne. Mi smo takrat predlagali, da bi to moralo iti izključno v konkurenčnost. Ne. Tista vlada takrat se je odločila, da je naredila NOO praktično kot drugi
kohezijski paket. Ne. Zopet po občinah razdeliti mal denar in mi imamo, Slovenija ima danes 2 kohezijska paketa, ne, kar je v bistvu neumnost bila. Žal, tako da ta problem, da se zavedanje o tem, da Slovenija mora bistveno povečati dodano vrednost, če hočemo zadržati neko našo, kako bi rekel, blaginjo na sedanjem nivoju, ne, ta stvar je po mojem danes bistveno bolj prisotna. Ne. Meni je žal, da ni bil ta strateški dokument narejen in da bi se z njem zdajle pogovarjali, ker bi pol lahko nova koalicija, katerakoli bo, bi lahko to vzela kot neko osnovo. Ampak če gremo k odhodkom. Ja, no, kje so ti odhodki? Poglejte, ki si jih lahko zmanjšaš? Čim imaš ti, odhodke ti zmanjšaš v trenutku, če je rast prihodkov višja, potem boš imel tudi ti skupne odhodke lahko relativno višje, je pa res, da boš pol mogoče nekatere segmente povečeval bolj, nekatere boš pa stagniral. To ni nujno ob neki gospodarski rasti, da boš ti določene stvari zmanjševal. Ampak gledajte, gospodarska rast, vi govorite o relativnem zmanjševanju odhodkov. Ne? Ampak če imaš ti neko gospodarsko rast in če pogledamo graf gospodarske rasti v zadnjih 4 letih, vidimo, da je bila upadajoča kar precej. Prišli smo na 1%, logično, Slovenija je del nekih držav, ki so zaradi krize v Nemčiji bolj prizadete, govorimo, Češka, Slovenija, ne? Mediteranske države, Slovenija je samo delom mediteranska država, pa so rasle od Hrvaške, Španije, Portugalske. Ne nazadnje, tudi Italija se pobira. Ne, tudi Italija se pobira. Ne? In zdaj, kako boš ti prišel do relativnega zmanjševanja proračunskih odhodkov, če pa obeti za rast niso dobri, oziroma če pogledamo zdajšnjo krivuljo navzdol? No, jaz mislim, da določene stvari bo treba verjetno tudi zmanjševati. In tle bo morala pač nova koalicija, kakršnakoli že bo morala, zato sem rekel, bo morala narediti resen pregled in analizo odhodkovne strani, končno tudi, če gledate zadnje poročilo IMF-a, zdaj iz januarja letos, v njem noben govori, to isto govori, da je naš deficit je trenutno, glede na to situacijo, tako je napisano, bi si želeli, da je nižji. Ja, zdaj relativna rast, oziroma relativno upadanje nekaterih odhodkov razumljivo. V času, ko je gospodarska rast šibka, to pomeni, da tudi dejansko kje zarežeš. Zdaj je to potem vprašanje. Potem pa takoj nova vlada pride, to so novi ZUJFi, zelo glasni ZUJFi, ki je imel mimogrede nekatere dobre učinke, ampak potem pa imaš takoj proteste, imaš takoj nove nemire, manjša se predvidljivost in potem imaš pa spet problem, ker noben ne investira. No, jaz mislim, da govoriti zdaj o tej situaciji, o potrebi po novem ZUJF-u je preprosto nepotrebno. Slovenija ne potrebuje nekih radikalnih rezov v tem smislu, kot so bili leta 2013. Ne pozabite, takrat je šla v bistvu, takrat je bila situacija dejansko, mi smo bili dejansko na robu bankrota takrat. Ampak če pogledate zdaj nazaj kritično, a bi tudi vi tedaj, leta 2013, uvedli nekakšen ZUJF oziroma nekaj podobnega, kot je tedaj Janša? Jaz mislim, da takrat je bilo to potrebno narediti. Zdaj, kje si rezal, to je zdaj druga stvar, ampak mislim, da takrat nekaj podobnega ZUJF-u žal ni šlo drugače. Nekdo bo rekel, zakaj pa, ker vi, če se spomnite, takrat je bila situacija, ali pride trojka, ali pa naredimo sami resne reze. A smo zdaj te reze naredili na ta pravih stvareh, to je stvar diskusije. Kako se vidva razumeta? In zdaj tukaj pridem do nekih zanimivih, morda za vas nekoliko zanimivih spoznanj, da vi pravzaprav ste kritični do vseh, tudi do Janše, ampak ponekod se pa z njim celo strinjate in to je v Sloveniji marsikdaj za en politični spektr zelo bogokletno. Glejte, to, kaj je bogokletno, si bo vsak ustvaril svoje mnenje, ampak jaz se na gospodarskem področju, na nekaterih stvarih sem se strinjal s tem, tudi kot sem rekel, jaz sem tisto takrat v prvem obdobju COVID-a, ko smo pač morali se prilagoditi tej situaciji,
ne, so bile to ukrepi, ki so bili po mojem ta pravi. Ne. Jaz ne rečem, da so bili, kako bi človek rekel, lahki, ampak v nekih situacijah je treba take ukrepe sprejeti, tako da jaz nimam zdaj problema s tem, da na nekaterih področjih so bili te ukrepi v redu. Ne govorim pa, ne bilo nesporazuma. Ne. So bili pa cela vrsta ukrepov, s katerimi se pa jaz, ne samo, da se nisem strinjal, sem to javno povedal. Ne. Vse tiste podtaknjenci, če se spomnite. Ne. To je logično, ne. To je politično preigravanje. Vem, ne, to je v bistvu bilo, zmeraj me tudi neke javno-finančne učinke. Posledice. Ne. Tako da, ne. Kako se pa razumeta vidva, to me pa osebno zanima, ko snujeta nekatere stvari, profesor Avbelj in profesor Mrak? Nekoliko sta si vendar drugačna, vas poznam bolje kot profesorja Avbla, je pa res, da on veliko piše, predvsem za naš časopis oziroma portal. Ne? Nekoliko sta si drugačna, pa vendar vidva sta nek duo sprave. Lejte, midva se pač z Matejem poznava vrsto let, ampak poznava. Okay, on je nekoliko mlajši kot vi. Poznava se predvsem po logiki, da se oba ukvarjava z Evropsko unijo. To je, bi rekel, najna skupna točka in sva v tem kontekstu tudi sodelovala na celi vrsti raznih dogodkov, ne, jasno vsak svojega stališča. In lansko leto je pač prišlo do te iniciative, ne, da bi v bistvu skupaj naredila en papir, ki bi pokazal v bistvu, kakšne so različni možni scenariji za razvoj Evropske unije. Ne. In jasno, pri teh različnih scenarijih za razvoj Evropske unije, kaj tudi to pomeni za Slovenijo, ta dokument je bil pol tudi javno objavljen v Delu lansko leto. Ne. 4 scenarije sva nekako oblikovala. Tako da, z Matejem imava precej kontaktov, sva pa jasno, on je na drugem področju, tudi moram reči, da tudi jaz sem bil zelo vesel, da sva to sodelovanje vzpostavila, točno zato, kar vi pravite, midva sva generacijsko precej različna, ne, sva strokovno, bi rekel, na različnih področjih, ne, in je bilo to, ne, oba zelo pripravljena poslušati en drugega, ne, in sva relativno hitro prišla potem do soglasja o teh stvarih, ki jih skupaj zagovarjava na tem področju. Malo za šalo, malo za res. Kakšna je vajna politična kemija? Veste, da vam čisto odkrito povem, se midva o politični kemiji niti nisva nikoli pogovarjala. Tako da, to si boste pač vi, zame je bil takrat, ko sva to inicirala, ključno bilo, da oba vidiva ključen problem bodočega razvoja, govorim jasno na tem ekonomskem segmentu, ki tega jaz poznam, je, da je za Slovenijo ključno, da Evropska unija v neki solidni kondiciji preživi tole, ne, in od tle sva izhajala. Ne. Prihajava počasi k zaključku enega pogovora. Volitve so v kratkem. Jaz vas seveda ne bom vprašal za priporočilo, koga naj volijo slovenski volivci. Bi bilo zanimivo, sam vem, da kakega odgovora ne bom dobil razen tega, kako že naj odločijo ljudje same in volitve so praznik demokracije in tako naprej. Ne. Ampak če lahko vidva s profesorom Avbljem sodelujeta, potem obstaja upanje, da lahko še kdo drug sodeluje v Sloveniji. No, to bi si pa jaz zelo želel. To si bi pa zelo želel, da bi bilo tako. Zdaj, videli bomo, kam bo to šlo, tako da, kot ste rekel, ne, verjetno, ne, človek, ko se odloča za volitve, pa se odloča za neko, ali pa skuša se odločati na celo sliko. Ne. Ko jaz šel na volitve, sigurno bo ekonomija en element odločanja, nikakor pa ne edini. Ne. Pa če ostaneva še za konec pri ekonomiji. Ali bi vi priporočal prihodnji vladi, da zmanjša obremenitve recimo pri dohodnini in da višjo olajšavo in da zmanjša recimo od 50 na 45? Lejte, jaz vam sigurno ne bom klele odgovoril na posamezen konkreten ukrep. Bom pa odgovoril to, da mislim, da je potrebno, da in to v prvem obdobju naredi spremembe na prihodkovni strani in na tem področju v tej smeri, kot si jih vprašal. Ja. Da. Torej, vaš odgovor si razlagam kot
precej nedvoumen da. Ali se motim? Ne, se ne motite. Dobro, kaj pa socialna kapica namreč? Ne investira se tudi zato, ker se ne splača, pa kdo se bo ukvarjal s tem, če mi itak vse poberejo? Lejte, jaz, dobro, en odgovor sem dal, ne, ampak da bi dajal zdaj odgovore per partes, ne, pri posameznih delih davkov, jaz mislim, da je to nemogoče, oziroma ni verodostojno, ni realno, vkolikor ti ne gledaš te stvari v kontekstu tudi izdatkov. Jaz mislim, da mi ne bomo mogli, to, kar jaz pogrešam tudi končno v teh razpravah, je izključno diskusija o davkih. Ne. O odhodkovni strani noben ne govori. Ne? Ampak jasno, če boš ti prihodkovno stran šel z nižanjem davkov, ta fraza, da bo to zdaj skozi gospodarsko rast se to povečalo, tega jaz ne verjamem. To jaz ne verjamem, vsaj ne na kratek rok. Tako da ta diskusija mora biti povezana z diskusijo o odhodkovni strani. Mora biti. Torej, ampak odhodkovna stran pa je vedno povezana tudi z neko rastjo. Absolutno. Katera je po vašem mnenju tista rast, da je v Sloveniji 1%, katera je tista rast, ki je za Slovenijo nekako optimalna, da ne pride neto pregrevanja, recimo 4 je verjetno nekoliko preveč, 1 je odločno premalo, po mojem mnenju, Hrvaška je rasla s 3,6 lani, res, da je mediteranska država, kjer storitvena ekonomija, predvsem zaradi turizma, je v nekem vzponu. Ampak vseeno, kam bi vi dali to? Jaz bi dal tako, a lahko malo gibam. Jaz mislim, da bi vi povedali, da je idealna rast za Slovenijo nekaj manj kot 3%, 2,9 bi rekel. Jaz bi tako rekel, med 2 in 3% je tisto, kar je po mojem realno za Slovenijo v naslednjem obdobju, ob tem, da jasno določene domače naloge naredimo. Ne. Ali vidite več kot 3%, jaz v tem trenutku ne vidim, bi si želel, ampak mislim, da ni realno. Pa je junak, ki bo šel v to? Ja, lejte, izbiramo in bomo pač izbrali. V tem ni zanimivo, koga vprašati o tem, kaj so ocene, ampak jaz mislim, da hitre spremembe v Sloveniji žal ne more biti. Zakaj ne? Zato, ker mi imamo polno zaposlenost. Ne? Se pravi, če boš ti hotel BDP v Sloveniji povečvati, boš moral ga povečvati z povečanjem dodane vrednosti. Dodane vrednosti pa ne boš mogel povečvati od danes na jutri. Torej tudi umetna inteligenca ne bo pripomogla k temu, da bi se dodana vrednost hitro ne od danes na jutri. Ne od danes na jutri. Tako da jaz mislim, da res je ključna stvar za Slovenijo je, da bi po volitvah kjerakoli nova koalicija bila, da bi naredila nek program za 4 leta, ki bi bil pa tudi fiskalno ovrednoten. Fiskalno ovrednoten. Pa znajo to naši politiki sploh? Ko se pogovarjamo z njimi, vsak sicer nekaj ve in tudi razumljivo je, da so obljube pred volitvami vedno nekoliko na horuk. Sam včasih se mi zdi, kot da nimajo zelo veliko pojma o teh rečeh. Lejte, jaz premalo poznam te stranke, da bi to sodil, ampak mislim, da vendarle so ena od stvari letošnjih volitev, pa vendarle vidim, da je ta tema gospodarstva, rasti, da bo nekaj nujno potrebno narediti malo bolj dolgoročno, bolj prisotna, kot je bila prej, in to se mi zdi dobro. Ne? Problem je v tem, da bi bilo fajn, če bi imeli mi danes na mizi, to bi rekel dolgoročen ali pa saj nek dokument, o katerem bi lahko razpravljali. Zdaj boš pa ti pustil pol koaliciji, ki se bo pač formirala po volitvah, da bo morala to relativno ad hoc narediti in to je škoda. In zadnje vprašanje. Spoštovani profesor Mrak, ali me boste zamerili, če vas ne vprašam, kdo vam je ljubši, Janša ali Golob? Mislim, kaj čem zameriti. Ne boste zamerili. Ne bom pa odgovoril. Hvala vam lepa, profesor Mrak. Hvala vam za povabilo.